Spoštovane gledalke in gledalci, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Metalec kladiva Primož Kozmus, ki je pred natanko enim letom osvojil prvo slovensko olimpijsko zlato v atletiki, se včeraj ponovno vpisal z zlatimi črkami v zgodovino. Na svetovnem prvenstvu v Berlinu je namreč Brežičan z metom 80 metrov in 84 centimetrov osvojil še prvo slovensko zlato kolajno na svetovnih atletskih prvenstvih. 9.28 ja 80 ja 15. Slovenia otti viime vuonna sen historiallisen olympiavoiton ja sen otti siis Primož Kozmus. Nyt hän ottaa maailman mestaruuden ja viimeisen kerran leka Berliinin taivaalle ja sinne se menee ja menee päälle 80 metriä. Viimeisellä löytyy vielä ja nyt sitten jos haluaa jossitella, niin viimeisellä olisi löytynyt vielä myöskin parannusta. Sitä ei olisi tarvinnut tehdä, mutta pelimiehen tavoin voisiko sanoa kunnon taistelijan tavoin Primož Kozmus nakkaa viimeisellään vielä kuin sinetiksi tälle kilpailulle 80-84. Slovenian Primož Kozmus on myöskin maailman mestari. Hopeaa Puolan Szymon Cielkowski 79-30 ja pronssille nousi. To je bil prispevek našega posebnega poročevalca iz Ižistana. Zdaj pa k resnejšim temam. Slovenski vojaki se zopet odpravljajo v tujino. Tokrat je na Kosovo odšlo 385 vojakov, pripadnikov in pripadnic 20. kontingenta Slovenske vojske. Na slovesnosti ob odhodu so navrhniki vojakinje in vojake pozdravili premier Borut Pahor, obrambna ministrica Ljubica Jelušič in načelnik generalštaba Slovenske vojske Alojz Štajner in jim zaželeli srečno pot in uspešno delo. Ministrica za obrambo Republike Slovenije, garda Slovenske vojske je postrojena vaša čast in pripravljena za pregled. Poroča sodnik Marko Pahor. Gospodična s fotoaparatom, bi vas prosili, če greste po levi strani. Ministrica Jelušičeva je opisala občutke, ki jo prevzemajo v pregledovanju častne čete. Poskušam pogledati vsakemu vojaku v oči in na nek poseben simbolni način sporočiti, da sem zelo ponosna na njih. Ali vam se je že zgodilo, da vam je kdo pomižiknil? Ne, to pa ne. Vedno so zelo stoični in vedno zelo profesionalno opravijo svoje delo. Se vam zdijo, da bodo prinesli to vročino na soncu danes? Upam, da bodo, čeprav ne bo enostavno. Hvala. Tako da danes sem razmišljala tudi o tem, ali bodo zdržali. Mislim, da bodo, ker so strenirani, ampak vseeno. Človek vedno čuti potrebo tudi po tem, da se zaveš, da je tudi to težavno, kar počnejo za vse nas. Načelnik generalštaba Alojz Štajner pa je pojasnil, kako bodo potekale misije. Gospod načelnik, zanima me takole, fantje odhajajo ponovno na Kosovo, katera rotacija je to po vrsti in kaj se pričakuje od njih? Gre za 20. slovenski kontingent, ki odhaja na Kosovo. To je praktično zadnji tako velik kontingent, ker bo na Kosovo prišlo do zmanjšanja prisotnosti mednarodnih sil. Zanima me, ali se obeta tudi kakšna druga rotacija še v Afganistanu, mogoče še kje druge. Vemo, mislim, da v Afganistan so že šli, ampak kaj se pričakuje pred letošnjimi njihovimi, mislim, da predsedniškimi volitvami? Rotacije za Afganistan potekajo tako, kot so bile načrtovane. Mi smo pred meseci tja že napotili posebno dodatno skupino, tako da je tam skupaj 84 pripadnikov, ki bodo opravljali naloge do zaključka volitev. Slovesnosti ob odhodu se je udeležil tudi predsednik odbora za obrambo in poslanec SDS-a Jožef Jerovšek, ki je imel prav posebno težavo. Gospod Jerovšek, vi kot predsednik odbora za obrambo v državnem zboru, vaši občutki po takšni slovesnosti na takšnem soncu? No, mislim, vojska je očitno slovenska pripravljena na vse težave, vse težke razmere. Občutki so lepi, vojska je pripravljena. Malo pa moram protestirati, ker me kot parlamentarca niso spustili na tribuno. Res? Ja, pa župana, to pa se ne spodobi, ker sem v vlogi gosta. Misli spustili, ni bilo video pred. Gospodu Jerovšku predlagamo, da se naslednjič najavi organizacijskemu odboru.
Ljubljanski mestni svetnik Miha Jazbinšek kritično govori o projektih župana Jankovića in izkopavanju na Kongresnem trgu. Poleg tega predlaga tudi ohranitev samostanskih mestnih vrat, ki so jih odkrili med deli na območju Plečnikove tržnice in situ. Za septembrsko sejo mestnega sveta je pripravil spremembo odloka, ki bi to omogočila, na Ministrstvo za kulturo pa je naslovil pobudo, naj MOL izda dovoljenje za predhodna arheološka izkopavanja. S spremembo odloka bi po Jazbinškovih besedah zaščitili samostanska oziroma kloštrska vrata, obrambni jarek, del obzidja in morda tudi cerkev in situ. Zavest pa je povedal, kaj si misli o projektih, ki jih vodi župan Janković. Še nekaj, se vam zdi, da ste vi edini, ki je tak puntar v mestu? Jaz nisem noben puntar. In da vas ljudje tako jemljajo in narobe razumejo? To, da me jemljajo, je drugo, tudi vi ste me tako vprašali. Jaz sem tisti, ki ve, kako se projekte dela. Zakaj vas ne vzame župan za kakšen projekt? Ja, zato, ker jih ne zna pelati, ker zakuha, pa ven ne zna, zato, ker ima svetovalce, ki nič ne znajo. Kaj pa zna Koželj, prosite? To pa ne vem, on je arhitekt. Ja, kaj pa če je arhitekt? Pa verjetno zna vsaj kaj. Ja? Poglejte, on otrokom predava, to je to. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Ljutomer je v okviru filmskega festivala Grossman gostil gručo zombijev, živih mrličev, ki so po mestu sledili strahotnemu zombi tovornjaku, na katerem sta jih s peklensko glasbo ohranjala pri življenju angleški Nero Burns in Clement Clement. Leta 1600, točno tam, kad ostrnov, sem jaz v prejšnjem življenju od mrtvih vstal. Temni oblaki se začnejo zbirati skup. Vsaka duša v Trnovmu zdaj mol za zadnju in čaka na ta usodni dan. Vsak je vedel, da bom prišel s krvjo puka plan in da bom imel sekiro v rok. Moja duša leti skozi temen obok. Velika dvorana in krsta na sred, strela vdaro križ in svetloba celo cerkev v svet. Božja vrata se odprejo in to omogoča moj prihod na ta svet. Moj srce razbija, skozi ta vrata potujeva me zla energija. 6 sveč okolo, moje krste gori, iz prejšnjega življenja se srce mi prebudi. A stopam ven in res sekiro imam v rok, igra se začne, ko pridem čez isti obok. Polnoč je, ko zvon zazvoni in Clement pri tekmi dol stoji. Pogledam gor in ura na cerkvi se ustav. Moj cilj je, da bom vse poklov. Ucekujem glave in vse v vasi bom pobol. In na koncu te igre nesmrten bom pobol. Še vreme, zemlja je tako pregreta, da so še mrliči ušli ven. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.